Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, drage ljubiteljice in ljubitelji zborovskega petja, dober večer in lepo pozdravljeni. Čeprav smo v Kamniku v zadnjem času priče številnim kulturnim prireditvam, glasbenim dogodkom in pa zborovskim koncertom, zavzema med njimi vsak koncert tudi v tem kulturi po svoje tudi nekako nenaklonjenem času še zmeraj vidno in pomembno mesto. Mislim seveda na koncert tega našega najstarejšega pevskega društva, prvega slovenskega pevskega društva Lira iz Kamnika. Pomembno mesto zato, ker poleg glasbene plati koncerte Lire v zadnjem času označujejo tudi pomembni dogodki, pomembni za biografijo oziroma osebno izkaznico tega zbora. Pred manj kot letom dni nam je Lira Kamničanom predstavila zahteven program, s katerim je nastopila na Evropskem zborovskem festivalu v Saarbrücknu v Nemčiji. Pred nekako 5 meseci smo prisostvovali jubilejnemu koncertu ob 110. obletnici ustanovitve in delovanja Lire. Nocoj pa se od svojih pevcev in tudi poslušalcev poslavlja po 30 letih umetniškega vodenja tega zbora dirigent Samo Vremšak. Ko smo oblikovali program za koncertne liste in pa plakate, torej vabila na nocojšnji koncert, je gospod Vremšak predlagal, naj bo zapisano, to je moj poslovilni koncert. No, izraz poslovilni verjetno tudi pri vas vzbuja precej drugačne konotacije, kakršne pa pričakujemo od nocojšnjega, čeprav pravijo slovesa, jaz pravim koncerta, na katerem nam Lira predstavlja skladbe iz svojega železnega repertoarja. Skladbe, ki so zorele in dozorele ravno s pomočjo umetniškega vodje Sama Vremšaka. No in zapisali smo, naj bo to zaključek 30-letnega obdobja Lire, 30-letnega delovanja pod vodstvom profesorja Sama Vremšaka. Odločitev o tem, ali naj bo zares poslovilni, ali bo poslovilni koncert, ali morda tudi ne, pa naj bo nekako njegova. Besede, ki bi se seveda sprožile ob takšnem slovesu, bi se težko izognile skušnjavi, da bi zapadle v patetiko, morda tudi ceneno narejenost. Na željo dirigenta naj vam spregovorijo, tudi če je to slovo, predvsem pesmi. In veseli smo vašega obiska, kljub temu, da prostor, v katerem smo, ne nudi več tako kulturnih pogojev, kot jih je morda še včasih, pa vendarle veseli smo, da ste se nocoj zbrali v naši družbi in upamo, da nam boste z zanimanjem prisluhnili. Pojdimo torej govorici glasbe. S prvimi 3 skladbami, točneje z 2 motetoma in enim madrigalom, želimo, kot že tolikokrat poprej, postaviti v ospredje dela našega velikega rojaka Jakoba Galusa. Liturgično ubranima motetoma Ecce Quomodo in In nomine Jesu sledi še resnobnejši Libertas Animi. Pa pojdimo k prvi skladbi Ecce Quomodo Moritur Justus. Glejte, kako umira pravični, pa nihče v srcu ne čuti. Žrtev sveti možje so, pa mar ni nobenemu. Iz kroga je ljudi hudobnih odstranjen, pravični. In večno bo živel v preslavnem spominu. Počitka našel je mesto mirno, na Sionu prebivališče svoje. In večen njegov bo spomin. Prvo slovensko pevsko društvo Lira pod vodstvom
Sama Bremšaka. Jacobus Gallus, in nomine Jezu. V imenu Jezusovem naj se pripogne vsako koleno, nebeščanov, zemljanov in prekletih. In vsak jezik naj oznanja, da je Gospod naš Jezus Kristus v slavi Boga Očeta.
Svoboda je hrana duše in pravo veselje. Kdor je svoboden, ne more biti srečnejši. Svoboda hrani v sebi dobrote, kot nobena druga hrana. Je kakor kruh, slajša kot vse slaščice. Ne hlapčuj nikomor, če si lahko sam svoj gospod. Jacobus Gallus, Libertas Animi. Stevan Mokranjac, Opelo in Njest Cvjat. Skladbi posegata v pravoslavno pogrebno obredje. Medtem ko je Opelo komponirano večji del v homofonem načinu, se Njest Cvjat, ki se navezuje takoj nanj, opira tu in tam na polifoni princip gradnje. Prisluhnimo. Oh
liturgije je na vrsti še Oče naš ruskega skladatelja Čajkovskega. Ta zaokrožena zvočna podoba molitve Oče naša nam v starocerkveno-slovanskem jeziku podaja v pretežno homofonem slogu vso izrazno moč glasbene muze Petra Iliča Čajkovskega. Slovenski skladatelj češkega rodu Anton Förster je bil plodovit skladatelj. Poleg prve resne je zasnovane opere Gorenjski slavček je ustvaril bogat opus vokalni sklad sakralne in profane vsebine za najrazličnejše zborovske zasedbe. Poslušajmo kleno grajeno in čudovito izpeljano kompozicijo Večerni Ave. Shall we do
Klino grajena, kot večina Pestrejevih kompozicij, je danes manj znana, nekoč pa pogosto izvajana pesem Samo na besedilo Simona Jenka. V nekakšnem širokem baladnem zamahu jo je zasnoval avtor. Arhaičnost besedila je skladatelj svojo glasbo odlično podčrtal in jo proti koncu privedel do zanosnega viška. V lanskem letu smo praznovali oziroma zaznamovali 155-letnico skladateljevega rojstva. Slovenija bila
Skladateljska družina Ipovcev, zdravnikov in šentjurja pri Celju je v Gzatonju nagibajoči se čitalniški dobi ustvarila obilo vrednih del na polju slovenske zborovske glasbe. Gustav, mlajši Benjaminov brat, je napisal poleg mnogih še danes priljubljenih skladb tudi izjemno lep lirični zvočni utrijek na besedilo Frana Levstika, Dve utvi. Poslušajmo. Jutro Vasilija Mirka, skladba, ki jo lira z večjimi in manjšimi presledki izvaja že preko 60 let, je izvrstno grajena kompozicija, ki ne manjka vseh vrst izraznosti, ki jih ponuja besedilo. Z njo je lira dosegla leta 1924 v Ljubljani prvenstvo med moškimi zbori Hubadove pevske župe, leta 1965 pa prodoren uspeh na mednarodnem tekmovanju pevskih zborov v Arecu v Italiji.
Cenjene dame in spoštovani gospodje, vabimo vas, da po tem kratkem odmoru prisluhnete drugemu delu koncerta Lire pod vodstvom Sama Bremšaka. Zelo znano Kosovelovo pesem Bori je že pred več kot 40 leti uglasbil Alojz Srebotnjak. Skladatelj in profesor je postal s to svojo verjetno največkrat izvajano skladbo prav popularen. Tridelnost gradnje je očitna, kjer se v srednjem delu oglasi zelo ekspresiven tenorski solo. Iz cikla Tri pesmi potujočega tovariša, pesnika Rudolfa Baumbacha, v prepesnitvi Antona Aškerca, smo izbrali prvo z naslovom Zori rumena rž. Tudi ta skladba se redko oglaša s koncertnih odrov, česar gotovo ne zasluži. Risto Sabin s pravim imenom Friderik Širca jo je znal odeti v ustrezno glasbeno govorico, ki odlično počrtava različna razpoloženjska mesta v besedilu.
Frank Kimovec, ki je znan predvsem kot skladatelj cerkvene glasbe, je prispeval nekaj tehnejših del tudi na področju posvetne vokalne glasbe. Ena takšnih, pesem Oblaček, izredno zaokrožena tonska podoba, napisana z velikim znanjem harmonije, je bila že v času svojega nastanka gotovo trd preizkusni kamen zmogljivosti moških zborov, saj ne manjka težavnosti vseh vrst. Tudi pesem Deklica, ti si jokala se po drugi svetovni vojni redko oglasi iz grl naših moških zborov. Skladatelj Josip Pavčič, tenkočuten glasbeni poet in klavirski pedagog v nekdanji glasbeni matici ter avtor uspelih samospevov in zborovskih skladb, je Levstikovo besedilo odel ustrezno glasbeno govorico, polno žlahtne romantičnosti. Io
Nocojšnji koncertni spored Lire se v zadnji tretjini preveša svojim narodno-obranim mirosom v umljivejši zvočni svet. Tako je v spremnem besedilu zapisal dirigent profesor Samo Vremšak. Tu je Adamičeva Ljubica vstani upihni luč iz leta 1922, umetna skladba komponirana na narodno besedilo. V lanskem letu smo se spominjali 115-letnice rojstva Emila Adamiča, častnega člana Lire, za kar ga je društvo izbralo leta 1932. Do konca sporeda so zdaj na vrsti samo še harmonizacije oziroma priredbe narodnih. Najprej poslušajmo šaljivo ljudsko skrasa Je upihnila luč, torej je povabilo iz prejšnje pesmi vsekakor zaleglo. Je upihnila luč torej v priredbi Oskarja Deva, sicer znanega zbiralca narodnega blaga, napisano v zglednem in klednem zborovskem stavku. Od
Znani koroški motiv iz Ilije so še rožce v Hartlinu žalovale, je že pred vojno uspešno priredil Ciril Bremšak in ga tedaj tudi izvajal z liro. Pesem je prirejena v tipičnem koroškem peteloglasju, kjer je vodilni napev poverjen srednjemu glasu, v tem primeru baritonskemu solu, nad njim pa se počita dva tenorska glasova, pod njim pa dva basovska. Zapleteno, takole povedano. Večini verjetno bo razumljivo, če pesem kar slišijo. No, zdaj le bomo. Pozorni prirejevalec in poznavalec slovenskega ljudskega blaga je poleg mnogih priredil tudi pesem s Krasa Kaj bi jaz tebe dal. Seveda govorim o Francetu Maratu. V tej pesmi se oglasi zanosen, junaško postavljen tenorski solo. Jaz dodajam gotovo s posebnim namenom in pomenom. Dobro poznam.
Kot zadnja je na vrsti izvrstna priredba znanega dolenjskega motiva o ženitnini v Kani Galileji. Odlična gradnja je zasnovana na stopnjevanju osnovnega melodičnega napeva, ki ostaja vedno enak in ga poje solist kot recitator, pričevalec dogodkov v Kani Galileji. Spremljava zbora pa se od prozornega dvoglasja razrašča vedno bolj in bolj in doseže svoj vrhunec v smeroglasju, ko se pri besedah v imenu Marije Device povzpne tudi dinamika do fortissima.
programu objavljenem v koncertnem listu nekako drugače. Da začnem z novim stavkom. Čeprav pesmim objavljenim v programih koncertnih listov ponavadi sledijo dodatki, dovolite, da je nocoj nekoliko drugače. Veseli nas, če so skladbe, ki ste jih slišali, v vas sprožile prijetna razpoloženja, posebno vzdušje, ki ga lahko doživite samo na pevskem koncertu in naj dodam še, ki ga je sposobna nekako sprožiti lira, ki ste ji tudi nocoj zvesto sledili, pa verjetno ta razpoloženja nocoj nekaj, kar nekako otežuje. In to je slovo odhod našega dirigenta Sama Vremšaka. Z njim smo doživeli veliko prijetnih, nepozabnih trenutkov, ne samo mi v Kamniku, temveč številna koncertna publika v zamejstvu, tujini, v raznih krajih po Evropi. Zapomnili so si liro, zapomnili so si Sama Vremšaka. O priložnostih, kakršna je nocojšnja, verjetno na poseben način zaživijo vsa priznanja, ki jih je zbor, ki jih je njegov dirigent dobil tako doma kot v tujini. Priznanje, kot je recimo Galesova plaketa, najvišje priznanje za ustvarjalno delo na področju zborovske glasbe, ki jo je prejel Samo Vremšak že pred leti. Številne druge plakete, priznanja, spominska darila, šopki in pa aplavzi, ki jih je zboru in dirigentu naklonila zvesta publika. Težko si pravzaprav predstavljam, da se to obdobje v 30 letih zaključuje. In še zmeraj mislim, da ta dirigentova odločitev ni dokončna. Seveda pa se bo o tem odločil sam in storil tako, kot pač čuti, da v danem trenutku, da je najbolje, da stori. Dovolite mi, da kljub temu, da smo nekaj utrinkov iz poti, ki jo je Samo Vremšak prehodil skupaj z liro, objavili v koncertnem listu, povzamem nekaj teh podatkov. V letu 1962 je Samo Vremšak prevzel vodstvo lire za svojim očetom Cirilom. Sporedi koncertov postajajo vse bolj zahtevni, saj dirigent postopoma vključuje tehnejša dela evropskih skladateljev. V letu 1965 odide lira na zahtevno mednarodno pevsko tekmovanje v Arezzu v Italiji in v kategoriji moških zborov zasede med 12 udeleženci drugo mesto s pripadajočo nagrado. Od renesanse do moderne se pne lok lirinih koncertnih sporedov. Zavedajoč se pomena našega renesančnega mojstra Jakoba Galusa, Samo Vremšak vse bolj sega po njegovih delih, kar v tistih časih še ni bil pogost pojav. Vse več je tudi praizved del slovenskih avtorjev, poleg nekaj lažjih skladb, pesmi napisanih v narodnem duhu, je tu vrsta tehnejših del, kot na primer Kurirček Blaža Arniča, težja koncertna obdelava medžimurskega motiva Voda zvira Sama Vremšaka, zopet pesem Blaža Arniča Manzanares in 6 pesmi Cirila Vremšaka izvajanih na komemorativnem koncertu 2 leti po njegovi smrti. Priče smo tudi prvi izvedbi pesmi Ljubi kruhek Blaža Arniča. Eden izmed vrhov kvalitetne in težje literature je bila tema z variacijami na ljudski motiv Zvedel sem nekaj novega skladatelja patra Franceta Ačka, ki je skladbo posvetil Cirilu Vremšaku že v letu 1947, a je z objektivnih razlogov doživela praizvedbo šele leta 1974. To je še praizvedba kratke tehne skladbe Letski motiv Marjana Lipovška, ki jo je skladateljevim privoljenjem predstavil Samo Vremšak izmešanega v moški zbor. Tu sta tudi 2 prvi izvedbi Sama Vremšaka, Vetri v bolju in pa Voznica. Omeniti velja še priredbo Pavla Merhuja, Zakaj mi ti lipca tak precvetel reč. Med zahtevnimi praizvedbami naj omenimo Večer Igorja Štuhca,
Gabrielčičev ciklus Tri Čatežke, Potočnikovo misel in Jobstovo pesem. In ponovno sta tu dve skladbi Sama Vremšaka, Prihod in Zapel bi pesem Žalostno. Poleg Pravi svet pa je tu še dolga vrsta težjih in tehtnih skladb iz domače in tuje literature. Da nam bo dovoljeno navesti le imena med Slovenci Galus, Förster, Savin, Lajovic, Kimovec, Ravnik, Tomc, Premrl, Švara, Libar, Krek, Jež, Samo Vremšak in Srebotnjak. Med tujimi pa Poljak, Samatulčik, Čehi Suhon, Dvoržak in Janaček, Rus Šostakovič, Finec Sibelius ter Mačar Bartok. Dolg je tudi seznam stilnih koncertov, ki jih je Lira pod Vremšakovim vodstvom izvedla v zadnjih 26 letih. Poleg tematsko zaključenih naslovov je tu še vrsta stilnih koncertov posameznih osebnosti, ki so bile ob obletnicah jubilejev ali pa v spominskih prilikah vključene v omenjeni ciklus koncertov. Skušamo se jih nakratko spomniti. Slovenska romantika, čitalniški večer, Ciril Premšak, komemorativni koncert, slovenska vojaška pesem skozi stoletja, France Marot, narod na njegovih priredbah, slovenska partizanska pesem, Emil Adamič, koncert ob 40-letnici njegove smrti, Zorko Prelovec ob 90-letnici rojstva, naprej koroška ljudska pesem, Šubertov večer ob 150-letnici skladateljeve smrti, glasbeno-literarna kultura Kamnika, pesmi Planin, ljudska pesem slovanskih narodov, koncert del Sama Vremšaka ob 60-letnici njegovega rojstva, sakralna glasba, koncerti v Primožu in na Žalah v Kamniku, sakralna glasba, trije koncerti v Grobljah, pri Frančiškanih v Kamniku in pa v Šmartni pri Litiji, ter zadnja 3 leta božični koncerti Lire solisti na Šutni in pa Frančiškanski cerkvi v Kamniku. Mislim, da bi seveda k temu lahko še marsikaj dodali, predvsem s turneji in pa drugih koncertov, torej koncertnih in pa priložnostnih nastopov doma in pa v nekoliko širši okolici. Vendar naj pri nizanju seveda pozornost osredotočimo le na to, kar smo vam predstavili, kajti o ostalih dejavnostih Sama Vremšaka z Liro lahko podrobnosti izveste tudi z brošur, ki sta išli o 100 in pa 110-letnici Lire. Mislim, da ostaja predvsem veliko tistega, kar hranimo med svojimi spomini, med svojimi prijetnimi doživetji. In s tem se nocoj od Sama Vremšaka tudi poslavljamo. S čestitko in pa besedo iskrene zahvale. In tako dalje. Lahko bi še govorili o profesorju, skladatelju, zborovodji, našem pevskem prijatelju. 30 let obdobja, kjer smo preživeli, lahko rekel, samo nekaj najlepšega. Prepotovali smo celo Evropo, imeli velike uspehe in ko smo mislili, da smo že 30 let starčki, smo lansko leto v Saarbrückenu doživeli popolni uspeh. To je Lira, to je naš prijatelj Samo Vremšak. Tedensko se shajamo, prihajamo skupaj na vajah, dvakrat tedensko, 3-krat.
če si zamudil 5 minut, obraz našega prijatelja Sama Lemška ni bil prijazen. In če je bila redukcija toka, ko smo ostali, smo rekli, gremo tam prav, ne, bomo sveče prižgali. Vadili smo in vadili in uspevali smo. Da se poslavljamo od njega, da se on poslavlja od nas, ne, to ni res, ker on bo večno živel za liro. Ali bo še dirigiral naprej, to je druga reč. On bo naš član, on bo stalno prisoten, dokler je kot tak, bo z nami z liraši. In tudi lira bo živela naprej. Kajti lira je lira, vemo, 110 let, zašli smo 111 leto, to so 3 enice, jaz mislim, da to ne pomeni nekaj slabega, ampak samo nekaj dobrega. In o samo to bi lahko govoril še in še. Tudi samo, jaz mislim, da je naletel na zbor, ki mu je prisluhnil in ki je z njim vred uspeval. Jaz mislim, da takih članov, kot je imela Lira teh 30 let, ne vem, bo jih še imela, ampak ne verjamem. Jaz ne vem še kaj drugega, vse ostalo je napisano o knjigah, brošurah in tako dalje. V tej 110-letnici marsikaj je to povedano. Jaz samo tu v imenu zbora nimam drugega, kakor da sem mu zahvalen, jaz vem, da bo on prepeval naprej, da bo še zmeraj član Lire, da bo nastopil kot solist in da bo gledal na to, da bo Lira kot taka uspevala. Liraši v tem trenutku ne vemo, kako smo se odložili. Kupili smo neki mehanizem, na katerega, ko bo pogledal, ko se bo spomnil na ponedeljek, četrtek, da so vaje in takrat seveda samo te ne bo, bo pač nekdo drugi. Lira pač mora naprej živeti, mora delovati neprekinjeno kot v teh 110 letih. Samo iskrene hvala za vse nazaj, poprosti, za nas se veš, kako je bilo. Dovolite mi, da se tudi v imenu Zveze kulturnih organizacij, v imenu vas, dragi obiskovalci, dragi gostje, ki ste prišli na nocojšnji koncert, in mislim, da tudi v imenu Kamničanov, kajti samo je v teh 30 letih res veliko prispeval na kulturnem področju in se mu iskreno zahvaljujem za vse njegovo delo in tudi mislim, da mu vsi želimo še veliko let plodnega dela pri ustvarjanju te naše domače glasbe. Hvala lepa, zahvaljujem pa se tudi zboru za potrpežljivost, ki ste jo imeli pred svojim profesorjem. Hvala lepa. Želimo vam še veliko zdravja, uspehov, novih pesmi in tudi vodenja še kakšnega zbora.
za vse lepe pevske večere, ki smo jih doživljali z vero, pod veščo dirigentsko roko profesorja Sama Vrenšaka, se zahvaljujemo tudi pevke in pa pevci Društva solidarnosti iz Kamnika. No.